Prihajamo na 10. točko. Predlog pravilnika o spremembi pravilnika o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik. Predlog pravilnika je objavljen v gradivu številka 17. Predlagatelj župan, poročevalci magister Matjaž Srša, Aleš Korjanc in Maja Sušnik. Besedo ima magister Matjaž Srša. Hvala za besedo. Občinska uprava je strani uporabnikov tržnice pridobila pobudo o enotnem načinu parkiranja na območju celotne tržnice. Ob uvedbi enosmernega prometa se je na severni strani tržnice, se pravi nasproti hotela, omogočilo časovno omejeno parkiranje za 30 minut v mestu, kot je tržnica, banka, pošta, občina, trgovina, notar, mesar, upravna enota ali lokali. Cilj, da poenotimo parkiranje na območju tržnice Kamnik ter tako po vzorih drugih krajev in tujine v mestnem jedru omogočimo občanom in obiskovalcem, da lahko za kratek opravek brezplačno parkira za 30 minut, seveda pa z obvezno označitvijo parkirne ure. Zato pač predlagamo spremembo pravilnika in sicer, da se v 3. členu črta zadnja alineja. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine. Besedo ima Matej Slapar. Hvala za besedo, gospod župan, spoštovani svetnice, svetniki in pa predstavniki medijev in občinske uprave, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. To je še eden izmed ukrepov enih majhnih korakov v smeri nekako oživitve tega našega mestnega jedra in ta problem je kompleksen in tega se najbrž zavedajo najbolj bivši župan in pa seveda tudi zdajšnji župan. Pa tudi seveda vsi bivši. Zdaj nedavno tega je župan na Facebooku objavil, pa zdaj iščem en članek iz leta 1986, v katerem je bilo pač napisano, da je pač mestno jedro ne živi in da kdo vse so krivi. 84, se upravičujem. In od 84. leta do danes se tako rekoč ni veliko spremenil, ne? Iste probleme imamo danes, kot so jih imeli takrat in žal se soočamo s podobnimi problemi kot pa podobna mesta, tako v Sloveniji in kot tudi drugje. In posod v vseh teh mestih so imeli problem s tem, da so se nakupovalna središča preselila ven, da so se spremenile potovalne navade ljudi, se pravi včasih so hodili s kolesi in so bili večino zaposleni v domačih krajih, so šli tudi v mesto, zdaj pa se pač vsi hočemo pripeljati direktno do trgovine oziroma do vrat. To je pač zdaj, tudi v Avstriji so bile take razmere, ampak če gremo pogledati gor v Avstrijo, marsikakšno mestno jedro dejansko živi in tam je prijetno bivati in tam je prijetno tudi hoditi ven zvečer. Zdaj žal, če gremo v Kamnik zvečer, je pač to bolj prazno mestno jedro, ne. In s tem problemom se bo treba resno začeti ukvarjati in zato vsi predlogi in vse neke iniciative so seveda dobrodošle, da to zadevo premaknemo. Zdaj to parkirišče tamle na tržnici, da bo pol ure zastonj, je en izmed ukrepov, tako kot sem rekel, potrebno bi bilo razmišljati tudi o tem, da bi bilo tukaj pri banki, pri pošti podoben, pri pošti je že, ampak pri banki NLB podoben sistem, ampak seveda se bomo potem soočili s problemom, da pa dejansko parkirišč ne bo zadosti in bi bilo potrebno razmišljati o nekih dodatnih parkiriščih v okolici avtobusne postaje oziroma tam nekje in tako naprej. Zdaj, s tem, ko so se nakupovalna središča vzpostavila nekje drugje, je šla ponudba iz centra mesta ven, DM smo imeli v Kamniku, je šel ven, ker pač v nakupovalno središče, ker je tam sedaj masa ljudi in zdaj pač ponudbe v mestnem jedru žal ni. In če bomo hoteli imeti povpraševanje, torej ljudi, ki bodo tukaj nekaj zapravili, ki bodo tukaj kupovali, bomo mogli ustvariti ponudbo in to sta ta dva ukrepa, se pravi najemnine, da bi jim poskusili ponuditi po čim manjši ceni, potem da jim ponudimo čim cenejše parkiranje ali pa da na nek način tudi spreminjamo počasi nakupovalne navade, da bo v Kamnik, da bodo ljudje v Kamnik z veseljem prišli in da bodo tukaj tudi nekaj dobili in čaka nas še naporno delo, tole pa seveda podpiram in upam, da bo to pač en korak na poti k cilju. Hvala.
Hvala. Svetnice, svetniki. Besedo ima Edis Rujovič. Hvala za besedo. Ja, v večini se strinjam z Matejem. Točki sta povezani, torej predhodna in ta, ki jo obravnavamo sedaj. Se mi zdi ukrep na mestu. V tem trenutku je to pa nekako najbolj smotrno, nekako tudi finančno ne bremeni. In s tem ukrepom bomo enostavno dosegli, upam, da bodo ljudje sicer govorimo o 30 minutah, da se bodo ljudje kasneje tudi zadrževali dalj v mestnem jedru. Ko govorimo o mestnem jedru, to sta dva ukrepa, ki ju obravnavamo sedaj. Tu je vrsto drugih ukrepov in če se soočamo z centri, ki so na obrobju mesta, o Kolandiji, Hofru, Lidlu in drugih, vem, da je Ljubljana glavno mesto, vem, da v večini primerov se to ne da primerjati, ampak tudi po tujini, Matej je lepo izpostavil prakso v Avstriji, gre za manjša mesta, kjer enostavno ambient pritegne človeka, da se zadrži v mestnem jedru. In na tem enostavno moramo graditi. Po sami strukturi, po izgledu, po naravnih danostih in po zgodovini v Kamniku vse to imamo. Seveda je bilo leta 1984 in leta 2084 se bo vedno najdla peščica ljudi, ki bo rekla, da je vse slabo in da to ne gre nikamor, tako da do te mere vas tu razumem, spoštovani župan. Pa vendarle, vmes se spomnimo cajtov, ko je Šutna morda živela v malce večji meri. Vsaj tako imam jaz v spominu, pa štejem le 27 let, ampak očitno se pa spomnim nekih drugih časov, od Borova. Seveda je tu v ozadju vse povezano, da Borova, Peka in ostalih trgovin več ni, da so prišli večji centri na obrobje mesta. Veseli me, res z velikim navdihom bom podprl tudi to točko, kaj ti dajemo jasen znak, da nam za staro mestno jedro je mar, da želimo neki ukrent. Seveda, še enkrat ponavljam, to so majhni koraki, ampak seveda začeti je treba z malimi koraki. Ambient je ta, ki bo pritegnil v staro mestno jedro in seveda tu v okviru strategije turizma, ki je dobro izdelana, je tudi jasno opredeljeno. Na drugi strani bomo, seveda razumem, ne v letu, dveh, morda v 5, 10 letih, če bi občina razmišljala, vem, da so finance problem, tega se zavedam, ampak o odkupu nekaterih stavb v starem mestnem jedru in potem tu umesti enostavno svojo vsebino, ki verjamem, da bi zaživela. V nasprotnem primeru govorimo lahko o, ne vem, morda je Matej uporabil malo grob izraz geto, ampak rečemo, da bom jaz tudi se poslužil tega izraza. Ja, ljudje smo preračunljivi, ljudje probamo biti ekonomični in seveda se vsakomur bolj splača oddati stanovanje kot pa poslovni prostor. In nenazadnje vsak ima skepto, zakaj bi tam imel poslovni prostor. Stvari se odvijajo v pravo, pozitivno smer, zato še enkrat predlog bom podprl in upam, da jih bo na naslednjih sejah še več, kajti biser, ki ga imamo, zgodovino, ki jo ulica Šutna nosi, s tako zgodovino se ne more pohvaliti vsako mesto v Sloveniji. Hvala. Besedo ima Aleš Lipičnik. Hvala za besedo. Pozdrav vsem prisotnim. Jaz bom kratek. Jaz bi rekel glede samega novega režima parkiranja, se absolutno strinjam z njim, bi pa mogoče samo dopolnil malo Mateja, ki je prej govoril o mestnem jedru in o živitvi.
Mislim, da smo eno, rekel, dobro prakso, ki je v tujini že prisotna najbrž že 20 ali pa 30 let, glede na to, da v tujini ta stara mestna jedra ne zamirajo tako intenzivno, kot se je to zgodilo pri nas. In sicer gre tukaj za en mehanizem, kjer so ob gradnji novih poslovnih centrov na obrobju mesta lokalne skupnosti vedno postavile za pogoj, da se trgovine, ki se pojavljajo v teh novih centrih, morajo pojaviti iz manjšo trgovinico tudi v centru mesta. Zdaj tukaj bi rekel, pri tej zadevi smo verjetno zdaj v teh zadnjih 20-25 letih, ko se je stvar v Kamniku razvijala, predvsem te veliki prodajni centri, smo ta vlak zamudili, ampak mogoče samo v primeru, ker se mi zdi manj verjetno, ampak dajmo reči, mogoče nikoli ne moreš reči zagotovo, da se ne bo zgodil, v primeru, da če bojo ambicije, potem, da se gradijo še kakšni novi nakupovalni centri v neposredni bližini Kamnika, da je v tem primeru verjetno treba uporabiti tako prakso, kot se je uporabljalo v zadnjih 25-30 letih na Zahodu, in zaradi tega so ta avstrijska mesta, o katerih govori Matej, precej bolj živa, kot pa naša, ker Kamnik ni osamljen primer pri celi stvari. Ne. Hvala, samo to. Hvala. Želiš? Prosim? Kje živiš? Poročevalec, še kaj? Ne. Še kdo? Ne. Potem zaključujem razpravo in bomo glasovali o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme pravilnik o spremembi pravilnika o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 28 svetnikov, proti ni bil nihče, za 28, torej je ta sklep sprejet in ta točka zaključena.